Danes bomo začeli s pogledom na dve sliki iz preteklega tedna. Sliki, ki se zdita nepovezani. Ena prikazuje resničnost, druga pa je čista manipulacija. In ko boste razumeli, kako sta ti sliki povezani, vam bo veliko bolj jasno, kaj se dogaja. Te slike dajo najbolj jasno razlago tega, kar se trenutno dogaja v svetu. Kako vam lažejo in kaj se v resnici kuha v ozadju. Ena je več kot le še en vrh. Pokaže vam svet takšen, kot je, in o čem se v resnici odvija pravi spopad. Druga ni le še ena lažna slika, ustvarjena z umetno inteligenco. To je še en poskus, da bi vam predstavili svet tako, kot želijo, da mislite, da je. V naslednjih nekaj minutah vam bom natančno pokazal, kako so povezani. Ti dve sliki razkrivata celotno arhitekturo trenutka, v katerem živimo. Predsednik Trump stoji skupaj s kitajskim voditeljem, dejanskimi središči svetovne moči, strategije in konflikta. To je tudi Trump, ki se sreča s kitajskim voditeljem, potem ko je v preteklem letu nakazal, da se Združene države končno postavljajo po robu in se soočajo z vojno, ki se proti njim vodi že od začetka tega stoletja. Druga slika je del preusmeritvene taktike, ki jo Kitajska in njene članice vsi izvajajo že leta, namenjene temu, da našo pozornost usmerijo drugam. Način, kako vas manipulirajo, da verjamete, da je to resnična težava, s katero se soočamo. Poglejmo si zdaj podrobneje lažno sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco. Tukaj vidimo otroka s krakastimi udi v obliki preste, ki se po spletu širi kot dokaz izraelskih grozodejstev. Tudi torta na tej sliki izgleda, kot da je bila pečena v srhljivi dolini. Celotna slika je uresničitev teorije srhljive doline. Torej, če bi Gaza res imela številke, ki jih navajajo, če bi bila tragedija tako obsežna, kot trdijo, zakaj bi potem kdo moral izumiti otroka? Tako absurdno je, da bi bilo smešno, če ne bi bilo del veliko bolj temačnega vzorca. Ta z umetno inteligenco ustvarjen otrok v obliki prestice ni naključje. To je del širše kampanje. Kampanja laži, zasnovana tako, da sproži ogorčenje, zaobide razmišljanje in zmanipulira gledalca, da verjame v pripoved, ki jo ustvarjajo. Lažna slika ni le laž o Izraelu. Je del istega mehanizma, ki nas odvrača od pravega boja. In nas drži osredotočene na čustveni spektakel, medtem ko se prava geopolitična igra odvija povsem drugje. Še pomembneje pa je, da je to del kampanje, ki izkrivlja dojemanje. Kaj mislim z dojemanjem? Poglejmo si na primer trditev nasprotnikov Izraela, da Izrael ali judovski lobi dejansko določata ameriške politične odločitve. Ali še huje, da Izrael prisili Združene države, da naredijo to, kar želi Izrael. Ponavljanje te trditve znova in znova ustvari določen vtis. Tudi če za trenutek prezrete dejstvo, da so Združene države najboljša država na svetu in najmočnejša sila, si oglejte preprosto resničnost. Združene države so po skupni površini več kot 440krat večje od Izraela. Prebivalstvo Združenih držav je več kot 34krat večje kot prebivalstvo Izraela. Lahko pa pogledamo tudi z drugega zornega kota. Izrael zavzema približno le 0,22% površine in ima manj kot 3% celotnega prebivalstva ZDA. A kakorkoli že, jasno je, da je trditev, da smo Združene države Amerike vlekli v vojno ali jih v karkoli vlekli, popolnoma absurdna. Proti Združenim državam Amerike se že nekaj časa vodi vojna. Toda ta zaznava obstaja zato, da preusmeri pozornost stran od pravega problema. Kriviti Izrael, državo, ki je toliko manjša od vaše, je odvračanje pozornosti. Ponavljanje obtožbe na različne načine ustvari predstavo, ki ljudem ostane. Ko si predstavljate trditev, ko jo postavite v pravo perspektivo, razumete, kako smešna je ta zaznava. Ko so stvari postavljene v pravo perspektivo, se zaznava spremeni. Dal vam bom še en primer. Trditev, da Združene države financirajo izraelsko vojno, in seveda dodani del, da Izrael prejema 3,8 milijarde dolarjev pomoči, kar jemlje vaš davkoplačevalski denar. Zdaj, res je, da prejemamo pomoč. To drži, to ni laž. Toda enako velja za številne druge države po svetu. O tem nihče ne govori. Združene države so lani namenile skupno 82,3 milijarde dolarjev zunanje pomoči svetu. Od tega gre le 6,82 milijarde Izraelu. Zgodovinsko gledano, Izrael običajno prejme približno 5% letnega proračuna ameriške zunanje pomoči.
Ta delež se je povečal leta 2024 po dodatnem vojaškem financiranju, sprejetem po 7. oktobru. Torej, spet, perspektiva je pri tem nujna. Dve stvari sta tukaj pomembni. Ko stvari postavite v perspektivo, razumete resničnost. Na tem grafu, na primer, ta graf prikazuje razliko v velikosti med BDP-jem Izraela in BDP-jem Združenih držav Amerike. Izraelsko gospodarstvo, kot vidimo tukaj, njegov BDP, znaša 719,9 milijard dolarjev. To je veliko denarja. Ampak primerjajte to z ameriškim BDP-jem, ki znaša 320 bilijonov dolarjev. Te številke so onkraj našega razumevanja. 6,82 milijarde dolarjev, ki jih prejme Izrael, je zagotovo ogromna vsota denarja, vsekakor za vsakega izmed nas. In spet to zelo cenimo. Ampak ne poskušam tega na noben način zmanjševati. Kontekst je vedno pomemben za razumevanje. In ko to pogledate v kontekstu, je to približno 230-letnega ameriškega BDP-ja, ki znaša 320 bilijonov dolarjev. Zdaj pa poglejmo to v pravi perspektivi. Uporabil bom zneske, ki jih lahko razumemo. Če bi uporabili enak odstotek na $1000, bi to znašalo približno 21 centov. Bodimo radodarni in recimo $1/4, 25 centov. Ko to zaznate, razumete resničnost tega, da Združene države dejansko dajo Izraelu ekvivalent 25 centov iz donacije. Ker je ameriško gospodarstvo tako močno. Bi vas motilo, če bi nekomu dali 25 centov, če bi imeli $1000? Da v resnici je to velik znesek, ki bi ga lahko namenili drugim stvarem, vendar je tu ena past, o kateri vam vedno ne povedo. Ne pozabite, da za razliko od vseh drugih prejemnikov ameriške pomoči, Izrael dolžan teh 25 centov porabiti v Združenih državah. Lastnik trgovine nam da $1/4, mi pa ga moramo porabiti v njegovi trgovini. Torej, Izrael ne manipulira z Združenimi državami, da bi karkoli storile. In vaš davkoplačevalski denar, ki ga Izrael prejema od vas, je enakovreden 25 centom, ki se na koncu dejansko vrnejo v vaš žep. Ko pogledate iz te perspektive, razumete, kako velika je prevara, ki se v resnici dogaja. In razumete, da je samo pravično nakladanje tistih, ki mahajo svojo ogorčenostjo, v resnici posledica tega, da sploh ne razumejo dejstev in da jim je mar le zato, da s tem okrepijo predstavo o zlobnem Izraelu. In želijo, da mislite, da gre za vojno Izraela, medtem ko se v resnici dogaja nekaj drugega. In tukaj se vračamo k drugi podobi, o kateri sem govoril. To srečanje na Kitajskem je več kot vrh. To je prava vojna. Ne bojujete se izraelske vojne, vi bedaki. Dejstvo, da nekateri še vedno verjamejo v to, kaže, kako globoko je prevara delovala. Že 25 let Kitajska in njeni člani islamske osi ter mreža islamskih političnih gibanj, ki so z njo povezani v zahodnih državah, tiho vodijo vojno nove dobe proti Zahodu. To počnejo metodično in zelo potrpežljivo. To ni običajna vojna. To je svetovna vojna, ki se vodi z novimi orodji. Informacijsko vojskovanje, ekonomski pritisk, posredniške milice, kibernetske operacije, ideološka infiltracija in manipulacija z narativi. In cilj je preprost. Prepričati Američane, da njihovi sovražniki niso njihovi sovražniki, da njihovi zavezniki niso res njihovi zavezniki in da so grožnje usmerjene proti njim problem nekoga drugega. Oni, Kitajci in islam, imajo vsak svoje razloge, vendar je njihov sovražnik isti. Zahod, Združene države Amerike in katerikoli od njihovih zaveznikov. Leta in leta so spodkopavali ameriško moč, medtem ko so bili Američani zaposleni s poceni izdelki, poceni zabavo in politiki, ki so bili preveč pripravljeni pogledati stran. Kitajska je imela glede ene stvari prav, ne bi opazili. Način, kako vodijo svojo vojno, ni po scenariju. Ni tako, kot smo odraščali z zgodbami, filmi in oddajami o svetovnih vojnah. Morda ni tako, kot si predstavljamo vojne, a cilj je še vedno enak – svetovna prevlada. In bili so zelo blizu, dokler ni Trump prekinil te poti. Takoj so ga prepoznali kot grožnjo in odgovorili z orodji, ki so jih desetletja gradili. Psihološko vojskovanje, manipulacija z narativi in ideološka infiltracija. Leta vlaganja v zahodne univerze, marksistične okvire, aktivistične kanale, vse to se je nenadoma aktiviralo. Medijske institucije, oblikovane z marksistično ideologijo,
družbena omrežja pod vplivom tujega denarja. Vplivneži in kulturne osebnosti ponavljajo slogane, ki jih sploh ne razumejo. Vse to slabi odločnost Zahoda in zaslepljuje javnost glede pomena dogajanja. Vaše šole indoktrinirajo mladino, medtem ko kulturni varuhi utrjujejo ta narativ. In uspešen scenarij vedno potrebuje zlobneža. In kdo bi bil boljši zlobnež kot? Uganite kdo. K temu se bom vrnil čez trenutek. Sestanek na Kitajskem nas pripelje do dogodkov preteklega leta. Ko pogledate Trumpova dejanja od 28. februarja letos, vidite jasnost, doslednost. Vidite strateški kompas, usmerjen neposredno na pravo os moči. Iran je osrednja arena, ne samo zaradi svojih lastnih ambicij in ne samo zaradi Izraela, ampak zaradi vloge, ki jo ima v večjem sistemu, ki ga gradi Kitajska. Iran naj bi bil sila na Bližnjem vzhodu, ki spodkopava ameriške zaveznike in ameriški vpliv na tem območju. Pomorska blokada, ki jo je Trump uvedel proti Iranu, ni namenjena le pritisku na Teheran. To je neposreden vzvod proti Kitajski, ki je močno odvisna od iranske energije. In to je tudi sporočilo Pekingu o njegovi ranljivosti in o tem, kaj lahko Združene države naredijo kitajskemu gospodarstvu, ne da bi sploh izstrelile en sam strel. To je prava vojna. Tista, ki se vodi proti položaju Zahoda v svetu. Ta vojna je ekonomska, ideološka, psihološka in strateška. In pretvarjanje, da je to vojna Izraela, je le še ena laž v dolgi verigi laži, namenjenih temu, da Američani ostanejo slepi za dejstvo, da so pravzaprav oni tarča. Srečanje Trumpa in Šija ni vljudno diplomatsko srečanje. To je čelno trčanje dveh svetovnih nazorov. Cilj Trumpa je preprost. Preprečiti ameriškim potrošnikom, da bi financirali vzpon Kitajske in preusmeriti globalno ravnotežje moči nazaj v Združene države. Za razliko od prejšnjih administracij, ki so zasledovale stabilnost, Trump vidi trenutno gospodarsko šibkost Kitajske kot priložnost. Šibkost, ki jo je dejansko ustvaril z ukrepi, ki jih je sprejel, odkar se je vrnil na položaj. Prihaja z grožnjo množičnih carin, saj ve, da Kitajska veliko bolj potrebuje ameriški trg, kot pa Amerika kitajsko blago. Kitajska ohranja iransko gospodarstvo pri življenju z množičnimi nakupi nafte, ameriški napad na iransko energetsko infrastrukturo pa je neposredno zadel kitajsko strateško življenjsko žilo. Kitajski je zdaj jasno, da so Združene države ponovno pripravljene uporabiti silo za obrambo svojih interesov, kar je ključno odvračilo za vse načrte, ki jih morda imajo glede Tajvana. Na vrhu bodo tudi močno pritiskali na prekinitev pretoka ameriških inovacij v prihodnost kitajske vojske. V središču vsega tega je Trumpova doktrina miru z močjo. Vojna z Iranom je Kitajski pokazala, da se Združene države ne bojijo več neposredno soočiti s pekinškimi posrednimi silami. In Trump bo poskušal izkoristiti kitajsko gospodarsko upočasnitev, da bi izsilil velik dogovor, večje gospodarske koncesije in zadržanost glede Rusije in Irana. Ker je Iran na koncu le figura. Pravi cilj je ustaviti Šijevo ambicijo, da Kitajska postane vodilna svetovna velesila. Kitajska se zdaj sooča z odločenimi in osredotočenimi Združenimi državami. To jih je ujelo nepripravljene. Vložili so ogromno truda in skupaj z islamskimi investicijami ogromno denarja v utopitev zahodne budnosti pred nevarnostmi ter poneumljanje zahodnih družb, še posebej intelektualcev in elit. Zdi se, da pozabljajo, da čeprav imajo morda nekateri Američani podobna stališča, oziroma naj rečem, da nekateri Američani delijo poraženska, strahopetna stališča Evropejcev, je država sama, Združene države, nastala iz ljudi, ki so imeli Evrope dovolj. In ta, da je prisotni še danes. Nova doba ameriške prevlade je v razcvetu in hkrati se pojavlja nov Bližnji vzhod. In to je svet, v katerem živimo. Svetovna vojna, ki se vodi brez razglasitev, brez frontnih linij in brez uniform, ampak z zgodbami prek posrednikov in umetno ustvarjenim besom na vaših ulicah. In prvi korak k obrambi pred tem je prepoznati vzorec. Če nekdo strelja nate ali te napade, veš, da je tvoj sovražnik. Veš, da se moraš braniti in odstraniti grožnjo. Če pa potem začnejo ustvarjati laži, ustvarjati vtis, ki izpodbija preprosto očitno resnico, ti govorijo, da ideologija, ki stoji za željo, da bi te uničili, ni to, kar misliš. Da niso vsi taki, da je pravzaprav tvoja družba problem in vzrok, da je vsaka kritika njih pravzaprav rasizem. Medtem ko jih podpirajo tvoji mediji, ki jih financirajo, intelektualci, ki jih financirajo, ki izpodbijajo to, za kar veš, da je prav.
Nenehno pridigajo in spodkopavajo vrednote, ki so držale tvojo družbo skupaj, ter preusmerjajo tvojo pozornost na druge namišljene grožnje. Zato je težko vstati in se jim upreti. In to se dogaja. Če se premaknemo naprej od slik in v kontekstu vsega, kar sem vam pravkar pokazal, želim obravnavati napad na Izrael in judovsko ljudstvo, ki se trenutno dogaja na Zahodu. Zlikovec v pripovedi, ki so jo ustvarili. Ena stvar bi nas morala skrbeti glede manipulacije zaznave. Vedo, da se jim to lahko izide brez posledic. Ker v današnjem ozračju bo karkoli, prav karkoli, kar Izrael prikazuje kot pošastnega, takoj verjeto. Brez vprašanj, brez potrebe po preverjanju. Brez oklevanja, samo čisto, nefiltrirano ogorčenje na ukaz. To je nova oblika sovraštva do Judov, preoblečena v humanitarno skrb. Jude so bili ponovno prikazani na klasičen, dehumanizirajoč ideološki način, po učbenikih marksizma, pri čemer to v kulturi in tudi v medijih financirajo islamisti. Kot bili kolonizatorji, etnično superiorni osvajalci, katerih dejanja samoobrambe so nelegitimna in genocidna. Njihov izgovor za ogorčenje in samopravični bes je tisto, kar vztrajajo, da je genocid, ki ga Izrael zdaj izvaja v Gazi. Toda ta pripoved je bila v obtoku že dolgo pred 7. oktobrom. Obtožba o genocidu v kontekstu Gaze se je prvič pojavila leta 2014 med operacijo Zaščitni rob. In nato znova, prav ta teden pred 5 leti, se je ponovno pojavila med operacijo Obrambni ščit, ko so Arabci v Izraelu začeli nasilje na ulicah tukaj, Hamas pa jih je podprl z izstrelitvijo tisočev raket na Izrael. V obeh primerih je Hamas napadel Izrael. Sredstvo za omejitev izraelskega odziva pa je bilo vihtenje obtožbe o genocidu, da bi Izrael omejili z mednarodnim pritiskom. In znova je bilo to neverjetno izrečeno. 8. oktobra, le dan po pokolu, ki so ga zagrešili. Prav v času, ko se je Izrael še vedno boril proti Hamasu, ki je vdrl na izraelska civilna območja in izvajal sistematično uničevanje vsakega izraelskega državljana. Še preden je bila v Gazi izvedena ena sama akcija, so že znova mahali z obtožbami o genocidu. Medtem pa so teroristična dejanja proti Izraelu prikazana kot odpor. Kar se je pred leti začelo kot pozivi k arabskim pravicam do samoodločbe in nato kot zahteva, da Judje priznajo kompromis z odstopom ozemelj za mir, je postalo opravičilo ne le za zanikanje judovske pravice do samoodločbe, temveč tudi za odkrite pozive k uničenju judovske države. To je pravzaprav strateško briljantno, ker so Judje najlažja tarča. Vem, da vsi brezglavi bedaki na Zahodu mislijo, da so tako junaški, ko kljubujejo, mahajo zastavami in objavljajo izjave. Rad bih videl, da to počnejo proti temnopoltim danes, ali da napišejo kaj o Mohamedu. Naj vidimo, kako pogumni so potem. Judje zagotavljajo čustveno gorivo, potrebno za razburjanje množic. In to upravičuje ustvarjanje političnih organizacij, dotok tujih sredstev, mobilizacijo aktivistov, ulične demonstracije, radikalizacijo, nasilje. Medtem ko so vsi osredotočeni na Izrael, ista gibanja nenadoma pozivajo k globalizaciji intifade, da bi regionalni konflikt spremenili v svetovni ideološki upor. In to ustvarja nestabilnost po vsem Zahodu, v ZDA in med njenimi zavezniki. Muslimanska bratovščina, ki je prepovedana v več državah Bližnjega vzhoda, ker tamkajšnje vlade razumejo grožnjo, na Zahodu deluje svobodno pod novimi imeni in novo podobo. V Združenih državah se skupine, kot je KAIR, predstavljajo kot organizacije za državljanske pravice, medtem ko preusmerjajo pozornost stran od svojih lastnih mrež in proti AIPAC-u. Kot da je prava nevarnost politična udeležba Judov, namesto dejstva, da tuje radikalne verske organizacije vdirajo v Združene države. Prizadevanje proti Izraelu ni zgolj nedolžno kritiziranje njegove politike. Cilj je zanikati našo pravico do obstoja, odstraniti Izrael iz družine narodov in ga spremeniti v izobčeno državo. Država, ki jo je treba izolirati, kaznovati in izriniti iz legitimnega diskurza. Za mnoge, ki širijo te obtožbe, cilj ni rešiti življenja Palestincev. Cilj je uničiti judovsko državo. In nenehno vzdrževanje laži. V članku za člankom, tako kot ta teden v New York Timesu, podeljujejo nagrade in celo slavijo lažnivce. Torej, ko naj bi spoštovan medij počel tako podle stvari, zakaj bi nas presenetilo, da se vplivneži in povprečni ljudje čutijo opolnomočene, da to počnejo v posnetku za posnetkom in objavi za objavo na družbenih omrežjih?
Včasih izmišljene, kot je ta trditev. Ta mali otrok je bil sinoči živ zažgan zaradi izraelske rakete, ki je zadela njegov avto v južnem Libanonu. Na zadnjem sedežu, medtem ko je njegov oče vozil, je bil ta zelenooki svetlolasi otrok v južnem Libanonu zadet z raketo, ki so jo financirali bodisi Američani ali Evropejci. In potem sta oba, vključno s tem otrokom, zgorela živa. To se nikoli ni zgodilo. Fant, ki so ga uporabili za čustveni učinek, je ta fant. Peter Conley, Baby P, kot se ga nekateri morda spomnite, umorjen v Angliji leta 2007 strani svojih staršev. Kako prezirljivi morajo biti ti ljudje? Ko ne uporabljajo umetne inteligence za izmišljanje obtožb, si dejansko prisvajajo druge tragedije in gradijo lažno ter zlonamerno vzdrževano obtožbo samo zato, da bi očrnili Izrael. To so sodobne krvna obrekovanja. Ti podli, izprijeni sovražniki divjajo po družbenih omrežjih. Vedno je izgovor, vedno opravičilo, vedno nova zgodba, v katero zavijajo isto staro sovraštvo. Judi so bili napadeni že dolgo preden je obstajal Izrael, dolgo preden je kdo izumil besedo Palestina, dolgo preden je obstajal kakršenkoli konflikt, na katerega bi lahko kazali. Napadali so nas, ker naj bi ubili njihovega mesijo, napadali so nas, ker naj bi prezrli njihovega preroka, napadali so nas zaradi črne kuge, napadali so nas, ker smo bili preveč drugačni, napadali so nas, ker smo se preveč dobro asimilirali, napadali so nas, ker smo bili preveč vidni, napadali so nas, ker smo bili preveč nevidni. Napadali so nas zaradi določenih poklicev, napadali so nas, ker nismo hoteli nositi določenih bremen, napadali so nas, ker smo obstajali. In zdaj nas napadajo, ker nočemo obupati in biti poraženi, ker se branimo, ker preživimo. Tako da, ko ljudje rečejo, da je zapleteno, ali da moramo razumeti kontekst, ali da se ni začelo 7. oktobra, se strinjam. Ni se začelo 7. oktobra, ni se začelo leta 1948. Ni se začelo niti v 20. stoletju. Začelo se je v trenutku, ko so Judje obstajali kot narod. Če se zdaj obrnemo na dogodke na Bližnjem vzhodu, sem prepričan, da vas ne bodo presenetile stvari, ki se dogajajo v Siriji in o katerih spet ne poročajo. Dr. Eddie Kern, izraelski strokovnjak za Bližnji vzhod, ki se je dejansko rodil v Libanonu, izraža zaskrbljenost glede tega, kar se trenutno dogaja v Siriji. Sirija, piše, je država, ki prehaja skozi islamistično-nacionalistično preobrazbo. Je bolj stabilna z vidika varnosti, vendar brez osebnih svoboščin, brez verske svobode in z resno nevarnostjo za manjšinske skupnosti. Sirija, pravi, je dejansko postala država z eno veroizpovedjo. Eno vero, ki obvladujejo arabske sunitske skupine. Odstranitev Asada ni prinesla pravega olajšanja za sirsko ljudstvo. Namesto tega je nadzor prevzel ISIS. Sprva so se voditelji, kot je Al-Džolani in frakcije, ki so zrušile Asada, skušali predstaviti kot islamske, a ne skrajne, ter ponuditi alternativo Asadu in zmernim upornim skupinam. A vendar je resničnost, ki se je pojavila, veliko bolj radikalna. Sirija zdaj doživlja velike pretrese, ne le zaradi pokolov nad Alaviti, ki so se zgodili marca 2025, ali nad skupnostmi druzov prejšnje leto, temveč zaradi globoke družbene preobrazbe. Država, ki je bila več kot 60 let pod družino Asad sekularna, postaja islamistična država v talibanskem slogu. Med kazalnike, pravi, sodijo ločevanje spolov v šolah, omejitve prodaje alkohola in, kar je še bolj zaskrbljujoče, izobraževalni sistem, ki temelji na hujskanju proti manjšinam, proti Judom in proti Zahodu. Dr. Kohn opozarja, da se v Siriji zdaj cele generacije vzgajajo pod ideologijo, ki jo je navdihnil ISIS, podobno kot pri Hamasu, vendar v veliko večjem obsegu, tik ob severni meji Izraela. Sirija sledi poti Afganistana in od padca sekularnega režima doživlja hitro islamizacijo. Nova ustava tam postavlja vse prej sekularne institucije pod islamsko pravo. Na mnogih območjih so šeriatska sodišča že zamenjala sekularna sodišča. Za Izrael, izraelske pravice, to pomeni, da odrašča nova generacija s sovražnostjo do Izraela, močno identifikacijo s Palestinci in indoktrinacijo strani oblasti povezanih z ISISom, o tem, kako napadati Jude in manjšine, zlasti Druze in Alavite. Citiram članek dr. Kohna, ker nihče v Evropi ne poziva k bojkotu Sirije. Nihče ne uvaja sankcij proti ISISovemu režimu v Siriji. Toda EU je ta teden uvedla sankcije proti Judom v Judeji in Samariji, ne zaradi nasilja ali preganjanja, ampak zato, ker želijo naseliti območje, ki je bilo del naše predniške domovine. No danes v Izraelu praznujemo Jom Jeruzalem, dan Jeruzalema. In zaključil bom s tem,
To je dan, ko je bil po hebrejskem koledarju Jeruzalem osvobojen po 2000 letih med 6-dnevno vojno. To je bil dan, ko se je izpolnilo to svetopisemsko besedilo Zaharija 8, to prerokbo izpred več kot 2500 let. In čitiram. Tako govori Gospod. Vrnil se bom na Sion in prebival v Jeruzalemu. Tedaj se bo Jeruzalem imenoval zvesto mesto. Gora Gospoda Vsemogočnega pa sveta gora. Tako govori Gospod Vsemogočni. Spet bodo možje in žene visoke starosti sedeli na ulicah Jeruzalema, vsak s palico v roki zaradi svoje starosti. Ulice mesta bodo polne dečkov in deklic, ki se bodo tam igrali. In resnično, to se dogaja. Ko govorimo o cionizmu, mislimo na to. Vrnitev v Jeruzalem, kot je bilo prerokovano. V takšnih situacijah, kot jih doživljamo zdaj, smo bili že generacije. Nikoli ni ugasnilo našega prepričanja, da se bomo nekega dne vrnili v Jeruzalem. Moja družina je delila te sanje kot cionisti, ki so se želeli vrniti v deželo Izrael. Moj dedek, Daniel ben Mašija Golel, da sin Mašijaha, se je rodil in odraščal v Afganistanu. Moja družina je tam živela več kot 1000 let, vendar nikoli se niso odrekli sanjam o vrnitvi v deželo Izrael. Moj dedek je še v Afganistanu pred več kot 100 leti slišal, da se sanje o vrnitvi dejansko uresničujejo, da je sionizem, kot so ga imenovali po svetu, za nas pomenil sanje o vrnitvi. In pozval je svoje rojake Afganistance, naj se vrnejo v deželo Izrael, v Jeruzalem. In to je storil leta 1921. On in moj pradedek sta se preselila v Jeruzalem in tam zgradila dom. Moja mama se je rodila v starem mestu Jeruzalem, tako kot sta si ona dva želela. In leta kasneje sem se preselil sem, potem ko je moja mama spoznala mojega očeta in se z njim poročila. Nekaj let smo živeli v Združenih državah Amerike, nato pa nas je pripeljala nazaj sem. In sam imam privilegij, da ne živim le v Jeruzalemu, ampak imam tudi otroke, ki so rojeni v Jeruzalemu. 3. generacija Jeruzalemčanov. Ta teden je, kot sem rekel, obletnica 6-dnevne vojne. Tisti teden je Izrael ponovno vzpostavil svoje pravice nad deželo Izrael, Judejo in Samarijo. In moj bratranec, Rami Golel, ki je zdaj že pokojni, je bil padobranec. Ta generacija padobrancev, ki je osvobodila Jeruzalem. Imeli smo čast, da je bil eden izmed tiste judovske generacije, ki je osvobodila Jeruzalem. In za njim sem bil tudi jaz, zdaj pa še moj sin, padobranec v IDF, izraelskih obrambnih silah, vojski judovskega naroda, ki je nismo imeli 20 stoletij. Zdaj smo spet tukaj. In zdaj, za razliko od 2000 let judovskega naroda, ne samo, da živimo ta sen, ampak se lahko tudi postavimo zase in borimo za ta sen. Ker se večni narod ne bojijo dolge poti. Ama netzach, lomi fahid, midirich auka. Jaz sem Daniel Siman, pridružite se mi ponovno naslednji teden v oddaji Naravnost iz studia JNS TV, tukaj v središču Jeruzalema, Izrael.